Smo osnovna šola Ivana Skvarče iz Zagorja ob Savi. Stojimo na dvorišču pred matično šolo. Naša šola je sestavljena iz 3 delov, in sicer matične šole in 2 podružnic. Eno imamo v Podkomu in drugo v Čemšeniku. Na šoli so 603 učenci, 85 zaposlenih, naš pouk pa poteka v 28 oddelkih. Preden se je ta epidemija zgodila, smo učitelji uporabljali že kakšna različna orodja, kakšne aplikacije, bolj za pomoč ali pa za popestritev pouka. Res pa, da prej nismo poznali teh videokonferenčnih aplikacij, storitev. Tako da tudi jaz mislim, da sem se sama prvič udeležila sestanka na daljavo šele potem sredi epidemije. Kasneje smo na naši šoli uspeli uporabljati Teamse, Microsoft Teamse, kar se mi je zdelo res super, zato ker smo poenotili na celotni šoli in so se učenci lažje znašli v tem. Oče učenca na naši šoli nas je seznanil z videokonferenčno opremo, ki jo ponuja Telekom Slovenije, za kar smo mu res hvaležni, ker se je s tem naredil en velik korak. Ker namreč učencem lahko učitelji delimo naš zaslon, lahko delimo tablo, tako kot jo recimo uporabljamo v razredu. Hkrati smo dobili res super slušalke, ki zadušijo zvok v razredu, tako da učenec lahko res jasno sliši učitelja. Tako da so se res, se mi zdi, naredile ene take spremembe in velik korak naprej. Z Microsoft Teams Rooms hibridno rešitvijo se nam odpirajo nove možnosti poučevanja. Recimo, učitelj lahko zelo dobro poučuje na daljavo in v razredu hkrati, lahko imamo goste pri pouku, lahko sodelujemo mednarodno s kakšno šolo iz nekega čisto drugega kraja, imamo tudi možnosti za popoldanske, krožke, interesne dejavnosti in še mnogo več. Korona časi so močno vplivali na življenja vseh nas, torej na življenja otrok, staršev in zaposlenih. Morali smo se prilagoditi, tako v smislu izobraževanja, kot tudi vzgajanja naših učencev. Vse skupaj je bilo precej težko, vendar smo zmogli, zato ker smo bili inovativni, prilagodljivi, empatični in ker smo vedeli, da mora pouk, kljub temu, da so bili težki časi, še vedno potekati tekoče, naši otroci pa morajo odraščati v varnem in spodbudnem okolju.